така власна і задоволі веселі. To so dve domačije pri Hlipovcih, dva soseda. Hiše so še vedno naseljene, čeprav na njih prebivajo starejši gospodari. To je kmetija pri Makcu. To so še stalno naseljeni, dva sinova in njihova mati, vdova. Je kmetija, ki je še nekako perspektivna.
domačija v Rižeh pri Pajerju. Hiša je še kar ohranjena, vendar je zaklenjena in prazna. Gospodar je umrl, ostali sorodniki so se odselili. To je domačija pri Potrebču. V njej živi samo še en upokojenec. Ostali so pomrli in se odselili. To je srednje velika domačija za Brdan. Je še vedno naseljena, gospodar je zaposlen, imajo pa tudi nekaj naraščaja, tako da domačija ne bo opuščena. Velja velike pleč. To je domačija Matanovše. Last je Skokovih iz Gorene Trebuše. Spada v sklop večje kmetije v nižini. Pri Miklavju se bodo preselili. Na Klečev sosed je tudi Šoštar. Tudi v tej hiši so še naseljeni mož in žena. Otroci so se tudi odselili. Se popravlja, nima skip. To je srednje velika kmetija v Kavčeš. Tu so stalno naseljeni. Imajo tudi nekaj naraščaja, kmetija je lepo urejena in ohranjena, tako da ni bojazni, da bi ne obstajala naprej.
To je mala domačija Brežine. Tudi ta hiša ni stalno naseljena, pridejo le občasno. Smo na mali domačiji za Rogom. To je edina hiša, v katero so prišli priseljenci, razen ostalih, ki so se iz Slovenije Trebuše prav dobesedno izselili. V tej hišici živeta Goran in Špela, nekaj otroki. Smo na manjši domačiji Zelenk. Tu so še stalno naseljeni in seveda tudi zemljišče obdelujejo, pa se vidi na posnetku, košnja je v teku. Ja, zelenska domačija je prav lepo urejena, ohranjena, samo škoda, da so gospodari že zelo umeti. To je kmetija pri Skoku, ali bi se reklo centar Trebuše.
To je dom teh mladih skokovih. Nova hiša, ki je bila pred kratkim narejena. V ozadju pa trebuški Triglav ali Poldanovec. Pozdravljen, Francel, pozdravljen. Kaj bo dobrega, Francel? Ja, žena mi je umrla, gospod kaplan. Ja, žena mi je umrla, gospod kaplan. Ja, žena mi je umrla, gospod kaplan. Pa ravno včerajšnji dan. Bogi daj večni miri papaj. Kaj pa zdaj storila, Francel? Ja, pokopati jo treba, gospod kaplan. Evo, kopati jo treba, gospod kaplan. Ja, pokopati jo treba, gospod kaplan. Pa ravno na jutrišnji dan. Kam, Francel, Britov je čist poln. Na Britov se zidam, gospod kaplan. Na Britov se zidam, gospod kaplan. Na Britov se zidam, gospod kaplan. Pa ravno na jutrišnji dan. Ja, revež, kaj boš pa zdaj počel brez žene? Ja, žence bo treba, gospod kaplan. Ja, žence bo treba, gospod kaplan. Ja, žence bo treba, gospod kaplan. Pa ravno na jutrišnji dan. S kom pa tako na hitro, Francel? Ja, s kuharco vašo, gospod kaplan. Ja, s kuharco vašo, gospod kaplan. Ja, s kuharco vašo, gospod kaplan. Pa ravno na jutrišnji dan. Ti bom je že dal s mojo kuharco, kaj bom pa jaz brez nje počel, kaj? Ja, duša krščanska, gospod kaplan. Ja, duša krščanska, gospod kaplan. Ja, duša krščanska, gospod kaplan. Za vas so pa prajle. Cerkev stoji, župnika ni, ljudi ni, mežnarja ni, tudi kuharce ni, pa ne zato, ker se je poročila s Francenom. Umrla je kakor veliko drugih. Tako je, Farovš je prazen, vse je šlo narazen. To je Mežnija, v kateri je domoval mežnar, ki je služboval celih 50 let v Trebuški cerkvi.
Svetin ali po domače Stebetin. Tu živimo čez poletje, v jeseni pa se odselimo. Tako lastovke. To je Svetin od blizu. To je mala domačija z imenom Nagrado, ki še je v obnovi, mladi se pripravljajo na ponovni zagon. Ali, kratka rečeno, to je tudi naš prvi sosed.
Na koncu še kratka predstavitev in nekaj podatkov. Pred vojno je v Gorenji Tribuši živelo okoli 700 prebivalcev. Letošnje leto 94 pa le še okoli 130. Stalno naseljene domačije je 42, občasno naseljenih 12, med katere spavamo tudi mi, hiše, ki so se same podrle, 17, na novo zgrajenih hiš je 10. Za napake se opravičujemo, ki ste jih opazili, ali jih pa niste pri gledanju te oddaje, se pač opravičujemo, smo le amaterji. Pri snemanju sva sodelovala Viktorija in Srečko Erjavec. Nasvidenje. Pa lep pozdrav.